A se tukaj nahajamo na črpališču vode? Ja, tako je. Tukaj smo zdaj na območju našega izvira. Čeprav ta voda ne teče tako ven, da bi bruhala, ampak teče v bistvu po cevi, ki je v sami zemlji. Kako globoko pa je voda? Voda, ki priteka v naše podjetje, zajemamo na globini 122 metrov v sami vrtini, torej v tej izviru vode je cev, ki poteče do tal v bistvu in tam potem vodo iz razpok kamenin doteka v samo vrtino oziroma v črpalko in potem v cev, v proizvodno. To črpališče je pa zelo blizu tovarne. Ja, to smo imeli kar srečo. Nekatera podjetja to bistveno dlje zajemajo in potem po dolgih cevovodih vodijo do svojega podjetja. Mi smo pa praktično vodo našli na svojem lastnem dvorišču. Kaj pa ta omara pomeni, Klala? Ta omara je v bistvu v pomoč nadzoru črpanja vode. Kot vidite, je tukaj kar precej gumbov, ki nam pomagajo pri nadzoru in upravljanju tega izvira, torej te vrtine. Prej smo bili na črpališču, smo videli, kje vodo zajemamo. Od tam je speljana cev, kovinska cev, do same polnilnice in na tem stroju, ki se tam le vrti, voda priteka na polnilni stroj. Tam so plastenke iz pihalke prišle v polnilni stroj, tam jih zagrabi poseben mehanizem, taka glava, ki potem drži plastenko v tem krogu in jo v krogu napolne. Takoj zatem, ko se napolnijo, se zaprejo in potujejo potem po traku, tam jih vidite vse na kupu, na nalepljanje etikete, tiskanje datuma, pakiranje v paket in na drugi strani pakiranje v palete, ki so potem za odvoz s kamionom. Iz tega nastane plastenka. Ta plastenka nastane tako, da pihamo vroč zrak, ki plastenko, to epruveto zmehča in jo napihne v model, kakršnega izberemo. Lahko je tudi za 2-litrsko plastenko, liter pa pol, litrsko, 0,5 litrsko ali pa 0,33 litrsko. Za koliko vode pa je tale plastenka? Ta je za liter pa pol. Za liter pa pol? Ja. Toliko se razpihne. Vsako uro naredimo obhod kontrolni in preverimo, če je vse v redu. Pogledamo najprej plastenko, če je v redu zapakirana, v redu oblikovana, če je etiketa nalepljena, če je etiketa dobro nalepljena, če se vse vidi, če je pokrovček lepo nameščen, če je datum uporabe, ki je natisnjen na pokrovčku, lepo viden. Čemu pa služijo te naprave? Te naprave nam pomagajo na hitro ugotoviti, ali je z vodo vse v redu in ali je vode v plastenki dovolj. In odčitamo, koliko tehta. Koliko tehta? 520,5 grama. To pomeni, da je voda skupaj s plastenko in pokrovčkom ter etiketo težka 520 gramov, kar je več kot pol litra prav gotovo, ker teža embalaže v tem primeru je 18 gramov. Aha, zdaj gremo pa na pH-meter. Kako pa to naredimo? Vzamemo vzorec vode, tam, kjer smo pač na liniji vzeli vzorec, vzameš plastenko, jo odpreš, naliješ vzorec, potem pa postaviš k pH-metru, da bomo vanjo potopili elektrodo. In kar tja, tam, ja. Tako. Pogledamo, če je elektroda potopljena, tako, in pritisnimo pH-meritev. Kaj pa pomeni ta številka? Ta številka zdaj pove, kolikšna je pH vrednost vode. In voda je zelo običajno nevtralne vrednosti, torej okrog pH 7. Kot vidimo, tudi naša voda je okrog pH 7. Kjer v enem šusu več spije. 3, 4, zdaj. Da se idemo tam, rodejmo. Jakob te je premagal.